Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica in naše redne tedenske informativne reportažne oddaje Bistriški tednik. Kaj reči uvodoma? Pravzaprav nič obetavnega. Koronavirus se očitno vrača, tudi Slovenske Bistrice ni obšel. Zato upoštevajte vse predpisane ukrepe, kot so uporaba maske v zaprtih prostorih, razkuževanje in varnostna razdalja. Sicer pa je v tokratni oddaji glavni poudarek na prvi izredni seji občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki je bila zopet na začasni lokaciji v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica. Izredna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Obisk ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v Slovenski Bistrici. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v ponedeljek 6. julija sešel na izredni seji. Uvodoma je sprejel investicijski projekt in program za upravljanje sistema izposoje mestnih koles Zapelji me ter odlok o javno-zasebnem partnerstvu za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju občine. Kot veste, je občina Slovenska Bistrica v letu 2016 uspešno kandidirala na kohezijska sredstva za pridobitev sredstev za izgradnjo sistema mestnih koles z področja trajnostne mobilnosti. Kot ste videli, že v mestu je postavljenih 7 kolesarnic in pa pogodbeni partner je dobavil 90 mestnih koles. Za zagon sistema je pa potrebno izbrati upravljalca tega sistema, ki bo vzdrževal in upravljal sistem. Zato je pred vami sveženj dokumentov, s katerimi lastnik občina Slovenska Bistrica želi izbrati upravljalca sistema mestnih koles, projekta Zapelji me. Pred vami je dokument identifikacije investicijskega programa, investicijski program in pa odlok o javno-zasebnem partnerstvu za vzpostavitev in upravljanje tega sistema koles na območju občine Slovenska Bistrica. V sami investicijski dokumentaciji je bila obravnavana oziroma izpostavljena dve rešitvi, in sicer izvedba z javno-naročiška izvedba in pa izvedba z javno-zasebnim partnerstvom. Zdaj v same detajle teh dokumentov se jaz ne bi spuščal, z nami so tudi pripravljalci obeh dokumentov, GE projekt iz Ljubljane in pa odvetniška pisarna Kunovar, gospod Kunovar, ki bodo na voljo tudi za vprašanja. Jaz bom predstavil na kratko izdelavo investicijske dokumentacije. Zdaj, mi smo pristopili k izdelavi v skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije. In v skladu s to uredbo smo mi izdelali investicijsko dokumentacijo za projekt v 2 fazah. V prvi fazi se je izdelal dokument DIP, v sklopu katerega smo obravnavali 2 različni varianti financiranja projekta. Ena varianta je bila financiranje z lastnimi sredstvi občine in na drugi strani varianta financiranja po modelu JZP oziroma po modelu javno-zasebnega partnerstva. V sklopu izvedene analize v dokumentu je bilo ugotovljeno, da je metoda po modelu JZP, po modelu javno-zasebnega partnerstva, finančno in ekonomsko bolj upravičena varianta izvedbe tega projekta. Potem, kasneje v drugi fazi, v kateri se je izdeloval investicijski program, smo nadalje podrobneje obravnavali izbrano varianto v DIP-u. Po tej izvedeni analizi, podrobnejši analizi v investicijskem programu smo dodatno potrdili ekonomsko upravičenost te izbrane variante. Svetniki so v nadaljevanju potrdili investicijski projekt in program za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti bivše osnovne šole v upravno stavbo. Gre za stavbo bivše enote osnovne šole Pohorskega odreda, 10 let pa je sedaj že izpraznjena.
Tudi glede na sklep občinskega sveta na tretji redni seji, torej te sestave 19. marca 2019, kjer je občinski svet soglašal, da v zameno za sklenitev dodatka k pogodbi za sprostitev zemljišč, katerih smo že nekaj v tem času torej tudi prodali, se občina zaveže obnoviti stavbo in jo potem predati brezplačno v uporabo upravni enoti Slovenska Bistrica. Na podlagi tega je občina Slovenska Bistrica naročila projekte in zdaj je v bistvu projekti so tako daleč, da sta pred vami dokumenta identifikacije in investicijski program in potem tudi v skladu z časovnico, da se lahko v naslednjem letu potem gre tudi v rekonstrukcijo te stavbe, kar bo hkrati pomenilo, da se na enem mestu združijo torej vsi organi, torej občinski organi in tudi upravni organi, da so vsi na enem mestu, tako upravni kot tudi potem občinski, ki so zdaj tudi so na dislociranih enotah, prav tako pa bo v tem objektu torej tudi moderna sejna soba za potrebe delovanja občinskega sveta in pa potem tudi za ostale sestanke v skladu z pač vsemi novodobnimi tehnologijami. Zdaj po projektantski oceni je po tekočih cenah, torej cena dobrih 2 milijona evrov, s tem, da se tudi računamo oziroma predvideva sofinanciranje Ministrstva za javno upravo v višini cirka 60 000 evrov. Zdaj v samem investicijskem programu je na strani 11 tudi prišlo do ene tehnične napake in ta popravek je tudi zraven predložen, gre za višino investicije in pa sofinancerski delež, ki je v bistvu ni pravi. Toliko. Občinski svet je soglasno sprejel investicijski projekt za rekonstrukcijo lokalne ceste Laporje-Križni vrh. Občina Slovenska Bistrica ima določeno kvoto sofinanciranja v skladu z 23. členom, nekaj čez 900 000 po zakonu o financiranju občin in skladno z naslednjo točko, ki je pred vami, kjer je bila dosežena nižja cena, seveda da pokoristimo vsa ta razpoložljiva sredstva, je pred vami DIP za obnovo lokalne ceste Laporje-Križni vrh v dolžini cirka 1750 metrov. Zdaj gre za cesto, ki povezuje torej Križni vrh in tudi del Poljčan proti Slovenski Bistrici skozi naselje Laporje. V skladu z popisom del je ocenjena vrednost na 199 520 evrov brez davka oziroma dobrih 243 z DDV-jem. Kar se tiče projekta, ga bo občina Slovenska Bistrica prijavila na ta poziv Ministrstva za gospodarstvo MGRT, na katerem bomo zaprosili za 137 990 evrov nepovratnih sredstev ter 52 468 povratnih sredstev. Preostanek sredstev v višini 56 617 bo občina zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev. Seveda pa se končna investicija bo znana na podlagi javnega razpisa v skladu o zakonu o javnih naročilih. Svetniki so soglasno potrdili tudi novelacijo investicijskega programa za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju naselja Pokovše. Februarja meseca smo na tej seji prav tako sprejeli investicijski program za ocenjeno vrednostjo cirka 736 000. V tem času je občina opravila javno naročilo in ker je dosežena vrednost več kot 20% nižja od popisov del in znaša 459 382 evrov, seveda moramo iti v postopek novelacije tega dokumenta in tudi korigirati sofinancerske deleže do MGRT-ja zaradi koriščenja sredstev po zakonu o financiranju občin. Tako da načrtujemo, da bi koristili 148 982 nepovratnih sredstev ter 291 0,18 povratnih sredstev. Preostanek sredstev v višini 19 382 bo občina krila iz vlastnih proračunskih sredstev. Postopek je pri koncu, odločitev je izdana, tako da se čaka na pravnomočnost in podpis pogodbe z izvajalcem ter pričetek del. Ob koncu se je občinski svet seznanil tudi z aktualnimi razmerami glede širjenja novega koronavirusa v občini. Glede na samo stanje v Sloveniji pred 14 dnevi, ko se je začelo slabšati stanje, epidemiološko stanje s COVID-om, smo mi imeli 22.6. sestanek župan, podžupan, direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, direktorica doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Seznanili smo se z epidemiološkim stanjem v državi ter s količinami zaščitne opreme, ki jih imata zdravstveni dom in pa dom starostnikov. Obe dve direktorici sta povedali, da imajo zaenkrat dovolj zaščitne opreme. Žal smo potem 30.6. že bili seznanjeni, da imamo prvi dve okužbi na območju občine Slovenska Bistrica
in sicer iz sklopa okužb UKC Maribor in zdravstvenega doma Adolfa Drolca. Takrat je tudi v zdravstvenem domu bilo 5 zaposlenih zaradi stika poslano v izolacijo. Moram povedati, da vseh teh 5 zaposlenih do danes ni bilo pozitivnih. Istega dne smo vsem zavodom, krajevnim skupnostim, gasilskim društvom posredovali poziv, da upoštevajo omejitve zbiranja javnih krajih do 50 ljudi, ter seveda upoštevajo odmike, higieno rok in da tudi nosijo zaščitne maske v zaprtih prostorih. Podobno obvestilo je bilo tudi objavljeno na naši spletni strani in priporočali smo, da se ne uporablja igral na zunaj. 2.7. je bil ponovno sestanek z županom, podžupanom, direktorico zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, direktorico oziroma glavno sestro doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, pomočnico direktorice vrtca in pa direktorjem Zavoda za šport. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica nas je seznanil, da nadaljujejo s triažo in spuščajo v zdravstveni dom samo naročene paciente in da imajo zaradi izolacije svojih zaposlenih kadrovske težave. Prosili so pa tudi za ureditev klim v obstoječih kontejnerjih, kjer sedaj služijo za izolacijsko ambulanto. Kar se tiče klime, zadeva v teku in bomo to tudi uredili. Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane se je na priporočilo epidemiologa odločil, da zaperejo dom za izhode in obiske za 14 dni. Direktor Zavoda za šport nas je glede bazena obvestil, da so se odločili zaradi gneče preko prvega vikenda, da spuščajo maksimalno 103 kopalcev v skladu z pravilnikom o bazenih in da bojo uvedli odpiralni čas, deljen odpiralni čas, ko se bo v vmesnem času lahko razkuževalo in doseglo omejeno število kopalcev. Hkrati nas je seznano, da je bila 30.6. oziroma 2.7. inšpektorica za zdravstvo na obisku in ni ugotovila nobenih pomanjkljivosti. Šli smo pa tudi takoj v nabavo zaščitne dodatne opreme in sicer za sile zaščite reševanja smo dobavili še dodatnih 2000 komadov zaščitnih mask FFP2, tako da imamo sedaj skupaj v skladišču 3500 komadov. Dodatno smo pa nabavili še 5000 komadov kirurških mask, tako da jih imamo sedaj skupaj okoli 20.000 komadov. Računamo, da bi bilo to za prve neke ukrepe oziroma za nekaj časa dovolj. Sicer pa v tem mestnem času je v petek 3.7. Smo prejeli obvestilo, da je še eden okužen v Slovenski Bistrici in pa soboto 4.7. še 3 dodatni, tako da imamo skupaj 6 okuženih v občini Slovenska Bistrica. 2 sta neposredno bila iz sklopa teh okužb UKC Maribor in po neuradnih podatkih bi naj bili tudi ti 4 povezani z temi okužbami iz UKC Maribor. To je na grobo, če še pa kaj pa. V sredo 8. julija se je v Slovenski Bistrici na delovnem obisku mudil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V sklopu obiska se je sestal z županom dr. Ivanom Žagarjem. Govorila sta o nadaljevanju projekta zahodne obvoznice, o projektu vozlišča Pragersko ter o odpravi kritičnih točk na regionalnih cestni mreži. V Ministrstvu za infrastrukturo se zavedamo pomena lokalne samouprave, razvoja, skladnega regionalnega razvoja, razvoja podeželja in tudi razvoja same Štajerske, absolutno. Zaradi tega smo tudi z mojo ekipo dajemo poseben poudarek razvoju cest, železnic in ravno o tem smo se danes veliko pogovarjali z gospodom županom. Zahvaljujem se mu za povabilo, gospod Žagar, najlepša hvala, pa tudi gospe poslanki, moji kolegici, katero smo tvorno sodelovali tudi v Državnem zboru. 2 projekta, ki sta pomembna ne le za občino Slovenska Bistrica, ampak tudi za celotno državo, tudi za ministrstvo in jih vodimo zelo skrbno. To pa je obvoznica, o katere se veliko že govori, veliko se je govorilo v preteklosti in jaz danes lahko naznanim to, da bi v jeseni
začeli končno z deli. Pred nami je pridobivanje zaključka gradbenega dovoljenja. Jaz upam, da pridemo do pravnomočnosti gradbenega dovoljenja v zelo kratkem času in da lahko končno začnemo v jesenskih mesecih z gradnjo. Še večji in še pomembnejši projekt, ne le za vašo občino, pa je vozlišče Pragersko. Gre za veliko investicijo, več kot 80 milijonov evrov vredno investicijo, ki je sofinancirana v obliki 40 milijonov evrov tudi iz evropskih skladov. In nekako še vedno apeliram na Arso, da pridemo do okoljevarstvenih soglasij čim prej. Nadejam si, da ravno tako v jesenskih mesecih Arso končno izda okoljevarstvena soglasja, da začnemo s to pomembno investicijo, ki bi potem 2 leti v bistvu se odvijala, da bi končno rešili tudi to železniško prometno zagato v tem delu in na ta način to ozko grlo sprostili. Gre za železniško povezavo, ki je izrednega pomena ne le torej za vašo občino, Slovensko Bistrico, ampak za celotno regijo, celotno Slovenijo. Če želimo govoriti naprej o zalednih logističnih centrih, naprimer v okolici Maribora, pri letališču Maribor, potem moramo najprej odpraviti tudi ta ozka grla. Ta investicija bi se morala že začeti. Žal se zaradi takšnih postopkov, kot jih imamo, in tem neravnovesjem med tem, kaj je javni interes in kaj so interesi civilnih in civilnih okoljevarstvenih organizacij, Arsa in tako naprej, se že predolgo vleče. Zato lahko pride tudi do ostalih kazni, penalov, naprimer izvajalce že izbran. Ne predstavljam pa si, da se to vleče tako dolgo, da lahko izgubimo evropska sredstva. To je pa neodgovorno, tako da apeliram res, da jeseni dobimo to okoljevarstveno soglasje, da Arso izda vsa potrebna dovoljenja, začnemo z uvedbo del in končno z gradnjo. To je tudi odgovorno do družbe, do razvoja gospodarstva, tudi v tem delu, kajti če bo šlo gospodarstvo dobro, potem bo šlo dobro vsem nam. Gospod županu se zahvaljujem tudi za to, da tvorno vodi občino Slovenska Bistrica, da se razvija, da se širi tudi gospodarstvo, da to je ena izmed zglednejših občin v Sloveniji, da tudi rast števila prebivalcev je velik. In nekar ne smemo dovoliti, da prihaja recimo do praznjenja podeželja, ne, na Ministrstvu za infrastrukturo se tega zavedamo, zaradi tega pa bomo še naprej veliko moči in energije usmerili zlasti v skladen regionalni razvoj skupaj z ostalimi kolegicami in kolegi v vladi in razvoj cestne železniške infrastrukture. Eden izmed ključnih dejavnikov lažje mobilnosti ljudi in s tem tudi boljšega življenja na podeželju. Kot je že bilo povedano, k temu pravzaprav skoraj nimam kaj dodati. Samo gledali bomo te presečne datume in jaz upam in verjamem, da bodo res stroji tudi se pojavili na teh naših gradbiščih. No, ko sem pa rekel, smo mi prečesali te projekte, zdaj sigurno sta ta zahodna voznica in pa vozlišče Pragersko tista, ki sta najbolj pomembna. Zdaj zahodna voznica tudi sicer za samo mesto Slovenska Bistrica, ne samo za Impol, gre za pač tudi ta varnosti, ekološki in še kakšen segment. Pragersko pa seveda za ureditev razmer, ne samo kar se železnic tiče, ampak tudi kar se tiče samega kraja. Je pa res, da smo pogledali še nekatere druge točke, recimo, ki so aktualne, ker pač precej te regionalne cestne mreže teče skozi Slovensko Bistrico in jih bo treba v prihodnje še tudi urediti. Nenazadnje recimo, če zdaj govorimo o drugi fazi zahodne voznice, sigurno je še pred nami tretja faza zahodne voznice, kjer bo potrebno pač poskrbeti za navezavo na avtocesto in te stvari se že tudi načrtujejo tudi v okviru recimo te priprave prostorskega načrta. Teda jaz bi se, gospod minister, še enkrat vam zahvalil. Tudi pozdravljam to, da se zavedate pri vas, da je potrebno v Sloveniji poskrbeti za neke enakomerne razvojne. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 29. junija do 6. julija obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega 2 veliki tatvini, 1 kaznivo dejanje tatvine, 3 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari
3 kazniva dejanja grožnje, 1 kaznivo dejanje goljufije in 1 kaznivo dejanje zatajitve ter 3 druga kazniva dejanja. Pragersko. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo. Utojil ni ničesar, vendar je povzročil za cirka 500 evrov materialne škode. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je v eni od trgovin utojil več artiklov in s tem podjetje oškodoval za 900 evrov. Spodnja Polskava. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo ter utojil več kosov nakita ter s tem lastnika oškodoval za 1000 evrov. Policisti so bili obveščeni o 14 prometnih nesrečah. Od tega so obravnavali 4 prometne nesreče z lahko telesno poškodbo, 4 nesreče z materialno škodo, v 4 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo. V 2 primerih pa so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 8 povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov je bilo izdanih 60 plačilnih nalogov, enemu vozniku pa je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 8 intervencij, od tega so 6-krat posredovali na javnem kraju ter 2-krat v zasebnih prostorih. V 7 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, v enem primeru pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni tedenski oddaji Bistriški tednik. Nasvidenje to prihodnjič pa ostanite zdravi.